Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 19. marec 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Zakaj je strmoglavila prodaja Tesle? V UKC Maribor pripeljali 2 poškodovanca iz Severne Makedonije. Postavlja se vprašanje, ali bi se lahko kaj podobnega zgodilo tudi v Sloveniji. Ali bo turni smučar Klement Španring olimpijske sanje prihodnjo zimo lovil v paru s svojo punco. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. In vse skozi smo z vami na večer.com. Tema, ki jo podrobno razdelujemo, so danes avtomobili, a ne katerikoli, temveč razvpite znamke Tesla. Številni lastniki svoje Tesle prodajajo, mnogi drugi pa odpovedujejo naročila za nove. Tako v zgodbi o strmoglavljenju prodaje v podjetju opiše naš novinar Mitja Sagaj. Mitja se mi je pridružil tudi pred mikrofonom. Zdravo. Lepo zdravo. Beremo torej, da imajo v podjetju Tesla, ki je v lasti Ilona Muska, po novem tudi prvega svetovalca Donalda Trumpa, ne malo težav. Najprej je strmoglavila prodaja avtomobilov, zatem pa še vrednost delnic tega podjetja. Mitja, kaj so vzroki za to? Ja, številni so vzroki za tak padec, ampak predvsem Tesla je specifika tudi na trgu elektromobilnosti. In sicer, kot vemo, je prodaja Tesle sicer že v lanskem letu upadla, od sredine decembra do danes, torej v 3 mesecih se je pa več kot razpolovila še vrednost delnice Tesle, kar pomeni, da je tudi tržna vrednost podjetja danes za dobro polovico manjša, kot je bila še 3 mesece nazaj. Razlogov je seveda več, gre predvsem za vedenje, za stališča, za tudi odločitve in javne nastope Ilona Muska, prvega moža podjetja. Fenomen je pa to zato, ker je Tesla dejansko v minulih letih, ko je bila pionir na področju elektromobilnosti, navduševala množice, danes pa seveda vse toliko navdušenja, ampak v negativno smer seveda prinaša neko novo vznemirjenje na trg elektromobilnosti, pa predvsem verjetno tudi veliko glavobolov za lastnike. Na katerem trgu pa je prodaja Tesle, torej padec prodaje najbolj opazen? Je to nek trend, ki ga opažamo tudi pri nas? Kaj pravijo številke? Ja, tudi slovenski trg je zanimiv, za 90% je upadla prodaja Tesl na slovenskem trgu, ko govorimo o februarju letošnjega leta v primerjavi s februarjem lani, ampak slovenski trg seveda ni pomemben zaradi skromnih številk, je pa za polovico manjša bila prodaja Tesl v januarju na evropskih trgih, kar 3/4 je upadla prodaja v Nemčiji, seveda pa so prodajne številke niže povsod po svetu, tudi na ameriškem trgu. Na trgu rabljenih vozil, tako piše, se je torej skoraj čez noč znašlo veliko Tesel, ki se jih lastniki želijo znebiti. Koliko torej po tem padcu cene danes stane en tak avtomobil? Ja, zgovorni so ti padci. Statistika kaže, da je danes Tesla s primerljivim konkurenčnim avtomobilom cenejša za kar $10,000 in če so se še pred 2 letoma rabljene Tesle prodajale po približno $70,000 v povprečju, je danes povprečna cena rabljene Tesle približno $30,000. Kar opazna razlika. Poročali smo že, da se je sicer avtomobilska industrija znašla v precejšnji krizi. Kako je sicer s prodajo električnih vozil? Je torej padec prodaje Tesle zgolj odraz upora proti lastniku Ilonu Musku, ali je to del nekega širšega konteksta manjšega povpraševanja po električnih vozilih? Kaj meniš? Ne, po nekih korekcijah trga električnih vozil, ki se je že zgodil, bi rekel po tisti začetni evforiji par let nazaj, danes prodaja spet raste, morda številke niso tako visoke, kot so bile v preteklosti, ampak mogoče zgolj za primerjavo, na ameriškem trgu v januarju prodaja Tesla padla za 11%, medtem ko je recimo sočasno v istem mesecu prodaja električnih Fordov zrasla za 54%, ali pa še drugače v Evropi, kjer smo govorili, da je v januarju prodaja Tesla padla za polovico, v tem času je prodaja drugih električnih avtomobilov oziroma vseh električnih avtomobilov v Evropi zrasla za
34% za dobro tretjino. Torej Tesla pada na trgu, ki sicer raste. Kako pa še tole morda na avtomobilsko industrijo vpliva napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi carin? Tudi to je še ena od tem, ki vznemirja. Vsekakor gre seveda za to, da je svet danes bistveno bolj povezan, kot je bil nekoč, in da so te dobave prepletene, in predvsem, ko gre za obdavčitve oziroma za carine na jeklo, aluminij, to seveda zelo vpliva na avtomobilsko proizvodnjo, na sestavne dele avtomobilov in nenazadnje tudi avtomobile, ki pogosto nastajajo na različnih lokacijah, to se pravi, nekje proizvajajo določene dele, jih prestavijo na drugo celino, v drugo državo, kjer potem te avtomobile sestavljajo. Seveda je želja predsednika Trumpa, da bi se čim več proizvodnje preselilo v ZDA, pa vendarle to ni tako preprosto. Zato te obstoječe carine, vprašanje, kaj bo še v prihodnosti, že ima določen vpliv, predvsem, ko govorimo o dobaviteljih avtomobilske industrije, in na to že tudi opozarjajo ameriška podjetja, da imajo zaradi teh carin na sicer tuja podjetja oziroma material in surovine tujih podjetij tudi sama že določene težave. Tudi to temo bomo še v prihodnje spremljali. Hvala lepa, Mitja, za podrobna pojasnila. Hvala vam. Po katastrofalnem požaru v nočnem klubu v Severni Makedoniji, v katerem je v nedeljo umrlo 59 ljudi, poškodovanih pa je več kot 150, je nekaj poškodovancev prišlo na zdravljenje tudi v Slovenijo. V ponedeljek zvečer so 2 poškodovanca s hudimi opeklinami sprejeli v UKC Ljubljana, včeraj popoldne pa so 2 sprejeli še v Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru. Tam je bila naša novinarka Jana Juvan. Jana, kaj so v UKC Maribor povedali v izjavi za medije? Zdravo, Tjaša. Vodja mariborske urgence Gregor Prosen nam je povedal, da sta oba mlajša moška utrpela opekline po telesu in tudi po dihalih. Zato ima en poškodovana pljuča, kar je še posebej nevarno tudi zaradi morebitnih zapletov, ki se zato lahko razvijajo. Ta je zato še življenjsko ogrožen in je v umetni komi, saj ga tudi umetno predihavajo z ventilatorjem. Drugi pa naj bi bil že izven smrtne nevarnosti. V mariborskem UKC so seveda tako opravili prvo diagnostiko in enega od bolnikov odpeljali kar v operacijsko dvorano na operacijo, drugega pa na intenzivno zdravljenje, kjer jima bodo lahko omogočili sterilno okolje, da se njune rane ne bi vnele. Kakšno zdravljenje vse bosta potrebovala takoj po njunem prihodu v bolnišnico, še sicer ni bilo znano, bodo pa lahko že danes obiskali njuni svojci, ki bodo mimogrede bivali v stanovanjih javnega stanovanjskega sklada. Hvala, Jana. Zgodbo o tragičnem dogodku v Severni Makedoniji, kjer so razglasili 7-dnevno žalovanje, bomo spremljali še naprej. Postavlja se vprašanje, ali bi se lahko kaj podobnega zgodilo tudi v Sloveniji. Kakšne izkušnje ima s podobnimi primeri poveljnik gasilske brigade Maribor Primož Osojnik? In kako je za varnost poskrbljeno v nekaterih mariborskih prireditvenih prostorih? O tem pišeta Jasmina Cehnar in Vesna Lovrec. Na športu prinašamo zgodbo Klemna Španringa iz Poljčan, turnega smučarja, ki je sredi najuspešnejše sezone doslej. V začetku meseca je 23-letnik v Švici postal svetovni prvak med mlajšimi člani in dosegel 5. mesto v absolutni razvrstitvi. Našemu novinarju Nejcu Strojniku je zaupal, da kadar ni v tujini ali na tekmah, največ in najraje trenira kar na domačih bregih, na Mariborskem Pohorju in na Rogli. Španringa, ki je zaposlen v športni enoti Slovenske vojske, obenem pa je vpisan tudi na magistrski študij strojništva v Mariboru, že prihodnje leto čaka nov velik izziv. V prihodnji zimi se bodo najboljši turni smučarji namreč prvič borili za olimpijske kolajne. V pogovoru Španring razmišlja o tem, kakšne so možnosti, da se bo uvrstil na zimske olimpijske igre in v kateri disciplini. No, olimpijska zgodba Klemna Španringa pa bi lahko bila tudi romantična. Obstaja namreč možnost, da bi na igrah v Italiji tekmoval v paru s svojo punco, tudi odlično turno smučarko, mladinsko svetovno prvakinjo v vzponu Klaro Velepec, ki je naslov najboljša na svetu osvojila na isti dan kot on. To je bil Večerov dnevni podcast Večer zjutraj, 19. marca 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli.
Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.